Pozdravljen na kanalu Out There. Danes sem v parku Divjina, Dirt Bike parku Divjina, in bom predstavil ta šport. Razlog pa je, da smo ravno prišli iz Španije, kjer smo bili v različnih parkih in jaz ves čas govorim, da fantje šepajo, jaz grem pa ne e-kolo, e-bike in bi razložil, zakaj se gre pri dirt skokih. Začetek neke zgodovine. Dirt skoki so povezani z dirt kolesom, dirt bikeom, ki je nekako v 80-ih, 70-ih, 80-ih letih se je začel v Ameriki in drugje iz BMX kolesa razvijati močnejšimi kolo z 26-colskimi gumami. In s tem so se tudi začeli graditi dirt parki, dirt bike parki. Dirt proge so na številnih lokacijah, v Španiji, Angliji že več 10 let sedaj, tudi recimo v Braziliji, potem v Novi Zelandiji, Avstraliji in seveda v Sloveniji je nekaj. Najboljši dirt park se gradi trenutno v Divjini. Dirt kolo, dirt bike. To je čvrst, lahek kolo, večinoma z okvirjem iz litine, ki mora prenesti marsikakšen udar, padec in trd pristanek. Bremza je največkrat samo zadaj. Kolesa so 26-colska. Potrebno investirati nekaj 100 evrov, 600 evrov se začnejo dobra kolesa, recimo na Bolhi rabljena. Z otroškim kolesom, ki je mogoče primeren za pump track, jaz ne bi šel na dirt proge, ker lahko pride do zloma kolesa in posledično poškodbe. Dirt proga narejena iz lokalne zemlje. Tule je primer iz Divjine, kjer je v nastajanju tretja linija. Grobo je narejena, zdaj pa manjka še tako imenovano šejpanje, dokončno oblikovanje vseh detajlov, pravih naklonov in tako naprej. Šejpanje, oblikovanje je namreč del dirt bike športa. Pravilo je, da če prideš na nov spot, zagrabiš lopato in ne kolo in najprej popraviš kakšen del, kakšnega elementa, mogoče pometeš, droben prah zaliješ z vodo, da je boljši prijem in podobno. Ne začneš takoj z skoki. To pomeni, fantje, ki začnejo s tem športom, se naučijo tudi uporabljati lopato, grablje, metlo in ostale tehnične pripomočke. In dostikrat to vključuje kar nekaj fizičnega dela, ker nekateri skoki oziroma odskočišča, kikerji, bande in landingi so kar veliki, kar se tiče količine materiala, ki ga je treba premetati. Najpomembnejši del cele proge je odskočišče oziroma kiker v žargonu dirt bikerjev. To je del, ki ga je treba najbolj natančno narediti. Kako se ga oblikuje, kakšen je radij, kakšna je višina, kakšen je naklon tu na koncu, je zelo pomembno, ker to vpliva na višino in dolžino skoka. Kikerji, ki so bolj za trike, so nekje 60-65 stopinjski nakloni tu na koncu. So pa tudi 70 naklonski, okvirno 70 stopinjski za kikerje, ki so namenjeni bolj za skoke v višino.
Pričemer tudi pri teh kikerjih marsikdo naredi kakšen trik. Motor, ki ga pa vidite tu, je pa pripomoček, s katerim se ta del ravnine, to pomeni krivina, utrdi na najbolj enakomeren. Da je samo šejpanje zgornjega dela pa poteka večinoma na roke, to pomeni z lopato. Naslednji element je doskočišče. Tudi pri tem je zelo pomembno, v kakšnem naklonu je narejen. To je odvisno od vrste skokov, ali grejo bolj višino, takrat je tudi naklon večji. Če so bolj triki, je manjši. Naklon je seveda manjši kot pri kikerju. Pri tem je pomembna tudi širina, zadostna širina, ker določeni triki grejo nekako stran in je to treba upoštevati. Kot vidite, je pa v tem primeru ta linija zaščitena. Kot rečeno, pač te elementi, ta proga je narejena iz zemlje, iz zemljine in vremenske neprilike, dež, sneg, tudi veter in preveč sonca tak elementi sušijo, sploh če je narejen iz gline, kot tu v divjini. No in še en element, se mu reče banda. V tem primeru se vidi, kaj naredi zima z takim objektom, če mu rečemo tako. S tem izgubiš brzino in pa se vrneš nazaj na izhodišče. Kiker, ki se šejpa, roller, ki se šejpa, banda, ki jo je treba zmočiti, da jo lahko oblikuješ. In kiker, jumpa, ki mu fantje rečejo Stratos, največji jump v divjini. Greš v bando, stran, kar se da. Tole je roller, če se prav ne motim. In zopet v luknji pred kikerjem zapumpaš in greš v skok, in v tem primeru malo levo v hip. In do naslednjega skoka malo desno, hip. In do zadnjih dveh skokov. Evo tle. No, še enkrat primer landinga, ki se nadaljuje skozi roller in v kiker na veliki liniji v divjini.